Kako komunicirati in prodajati kupcem prek večkanalnega marketinga? Študijo primera nam bo predstavil Marko Penko, ki v Studiu Moderna kot vodja trženja razvija programe zvestobe ter strategije trženja za ključne segmente kupcev. Izvoli. Hvala. Wow. Koliko vas je tukaj danes? Ogromno. Kmalu bo kosilo. Upam, da ste že fajn lačni. Boste držali še 15 minut? Bomo hitri, Andraž, že pripravil pasul, tako da nekaj bomo jedli danes. Slajdi, ja, ok. Torej, prihajam iz podjetja Studio Moderna. Wow, ko se sliši to, zanimivo, ko sliši tvoj glas. Prihajam iz podjetja Studio Moderna. Mogoče ne bom tukaj v začetku toga govoril o podjetju, ampak kakšno informacijo več mogoče v Retorbitu. Z Andražem se poznamo že vrsto let, oba sva tudi Google trenerja in moram povedati, da ga spremljamo od samih začetkov, ko je bil sam, oziroma bila dva, do tega, da je prišel zdaj v tako veliko podjetje, ki se širi, ne? In verjetno bo se to vi kmalu v širšem delu Evrope, ne? Da se širi na Hrvaško, iščete nove, ne? Srbija, ja, lejko ljudi imaš tukaj, ki so potencijalni za delo v Retorbitu, tako da odlična agencija in moram povedati, da delo, ki ga upravljajo, se tudi danes pozna, da si toliko zbral tukaj, tako da bi daj en aplavz Retorbitu in vsemu temu, kar sem naredili. Ok, vem, da smo vsi naspani, nasmejani, zdravi, torej spet sem dormeju, jeste tudi malo ponma, prehranjujete se z velneotom. Ok, gremo malo pogledati, torej ne bom se tudi predstavil, Studio Moderna verjetno že poznate, 21 državah. Jaz pa sem vodja trženja podatkovne baze, ne vodja trženja, ampak trženja podatkovne baze. To sicer ni tehnična funkcija, kot se sliši, ampak je bolj marketing, kaj delamo strategije za cilje na kupce, kako iz teh kupcev pač tudi te kupce razvijati in seveda maksimizirati profite. No, gremo malo pogledati Studio Moderna, torej kaj delamo in kako ciljamo naše kupce. Torej, tu smo govorili predvsem, če se ne motimo, fokusirani smo bili na internet. Kaj delamo v Studio Moderni, ciljamo naše kupce z več kanalov, tudi ciljamo iz televizije, interneta, veleprodaje, trgovine, to se ne vidi, printa, pa telemarketinga. Torej, naše kupce skušamo ciljati iz več kanalov, ciljno, da seveda upravičimo investicijo, ki investiramo v marketing. Slišali smo prej iz predavateljev, kje je ta znak, aha, tu. Slišali smo prej od predavateljev, da vložek v marketing je zelo drag, seveda, če hočemo samo vlagati v marketing, samo v oglaševanje, recimo televizijsko, ki je zelo drago, nam to na dolgi rok ne bo obneslo preveč. Torej, mi moramo, ko vlagamo v oglaševanje, pridobiti kupce in s temi kupci negovati dolgoročen odnos. To je cilj marketinga. No, če pogledamo, jaz bi prej smo govorili o kupci, da imamo različne vrste kupcev, jaz bi to radikaliziral, nimamo samo različne vrste kupcev, vsi kupci niso enako dobri. Eni so boljši in ustvarjajo več profita za nas, eni pač niso toliko dobri in želijo od nas samo kupiti kakšno storitev, poceni, kakšen deal, so kakšni deal hunterji. Torej, mi se moramo fokusirati, govorimo o segmentih, ne o vseh segmentih, ne o vseh kupcih, ampak na najboljše kupce. In tiste kupce v podrobnosti razumeti, prej smo slišali, treba govoriti s kupci, so omenili predavatelji. To je čista resnica. Moramo govoriti s kupci, ampak zelo pomembno, da govorimo s tisti kupci, ki nam dodajo vrednost. Da te kupce, ki nam prinašajo ogromno profita, kupujejo z nami, z njimi največ komuniciramo. Z njimi se največ učimo, ker naši kupci so najboljši prodajalci. Torej, kaj skušamo delati? Torej, v tem skušamo nek povzetek tega našega seminarja in v prvem delu, smo poslušali predvsem v PRM, torej Prospect Relationship Marketingu, ki temelji na temu, ko dobimo te naše lide, ustvarjam content za naše lide, da upravi prvi nakup. V Ameriki rečejo, tisti, ki upravi prvi nakup, še ni kupec. Torej, kaj mi moramo narediti, ko upravijo te kupci prvi nakup, seveda ga negovati, ta odnos, da kupec postane lojalen. To govorimo o CRM, Customer Relationship Management. Torej, kako naše kupce oplemenititi, da ustvarimo z njih več. In to je tista dolgoročna vrednost. Brez tega podjetje
ne preživi. Razen, če podajate svojo nepremičnino, pa imate nepremičnino in to je to. Če želite dolgoročno ostati na trgu, morate imeti razviti dolgoročni odnos s kupci. In seveda tukaj je več opcij, kot smo slišali, content marketing, zelo pomemben, se popolnoma strinjam. Jaz bom šel v drugi del, kako mi izvajamo segmentacijo, ne tehnično, zelo marketinško, in kaj lahko odnesemo s segmentacijo. Pa dal še napotek, kako jo naj vi preprosto naredite. No, gremo pogledati. Torej, zakaj se fokusirati na kupce? To je moj del, predavanje se bo bolj fokusiral na CRM, to je drugi del pokroga. Zato, ker naši obstoječi kupci, to so neke raziskave, ampak držijo tudi v praksi, sem jih predvsej testiral, lahko rečem, da obstoječi kupci, ko lansiramo nov produkt, pa nov storitev, imajo 3-krat večjo verjetnost, da bojo kupili, kot nekdo, ki še ni koliko znan, ki imamo kot leada v bazi. Torej, verjetnost leada nekega prospekta, da bo kupil je 20%, kupca obstoječega je recimo 70%. In vam povem, z izkušenj, da zna kar držati, da pijemo kar te približkov. Govorili smo tudi mi smo D-Labs, ki bo govoril o produktni strategiji in se fokusiral bolj na produkte. Kaj je verjetno, je tudi večina mass consumer podjetij, se osredotoča na razvijanje produktov. Seveda B2B pa storitvena podjetja se bolj fokusirajo na customerja, torej na kupce. In v središču je seveda kupec. Zdaj, komu rekel, to so dve prevladujoči paradigmi. Seveda, zagovarjam ne ene, ne druge, obe sta usporedni in sta nujni. Če pogledamo, kakšne so razlike med tema dvema paradigmama, to če se ena bolj fokusira na B2C, torej product centric, kjer mi se večino podjetij fokusiramo na izdelovanje novih produktov, izdelkov za trg, je druga paradigma, customer centric, ki se odloča, mi imamo obstoječe segmente kupcev, kako iz teh kupcev narediti več, kaj več prodati, kako z njimi razvijati dolgoročni odnos in za potrebe, ki jih imajo, prodajati več stvari njim. Tu z B2B-ja, verjetno, tisti, ki ste z B2B-ja, da vidite roko. Ok, super. Tisti, ki ste z B2B-ja, jaz mislim, se lahko veliko naučimo od njih, tisti, ki smo v B2C-ju, ker znajo zelo dobro negovati odnos s strankami, razumejo vrednost stranke. Omeni smo lifetime value, kdo pozna, ki meni lifetime value. No, dajte, ko prijete domov, imate skrat ta koncept, ki je zelo pomemben, dejansko pomeni, koliko je stranka vredna v času. Na podlagi zgodovine, ki jo imate. In to je zelo pomembno, da boste vedeli, kam vlagati v tega stranke. Torej, ko govorimo o kontentu, kontent je lahko zelo drag, če vlagate v vse stranke. Če vlagate v stranke, ki so vaše najboljše stranke, kontent potem ni več lahko drag. Torej, product centric se osredotoča na produkt, na profitabilnost produkta, seveda, kako bomo tržimo produkt. Customer centric se bo osredotoča na kupca in na rešitve okoli kupca ter profitabilnost na kupca. To so ključne razlike. In seveda, mi iščemo nek umestni odnos. Torej, ne govorimo o B2B pa B2C, ampak je human-to-human marketing. Torej, tako v B2B-ju, tako v B2C-ju držimo kupcem. In moramo poznati v obeh segmentih in B2B in B2C in naše kupce. Kot pravim, v B2C-ju je teže, seveda, ki držimo veliki masi kupcev. Zaradi tega, če ne druga, moramo poznati tiste, ki nam največ prenašajo. In s tistimi se največ ukvarjajo. No, potem se pogledati, kako delamo v študij model. Torej, kaj imamo? Imamo več kanalov, sem rekel, veleprodajo, print, telemarketing, dirtvi, retail, lojalnostni program, imamo brande, torej imamo različne opcije, kako segmentirati naše stranke in kako jih tržiti. In kaj jih tržiti. Kaj počnemo, oziroma s čim smo začeli, pa tudi vam predlagam, praktično, RFM model. Torej, recency, frequency in monetary value. Kdo zašli so ta model? No, par vas je. Zelo logičen je. Torej, kaj govori? Stranke je treba biti scoring strank. Zelo enostavno. Scoring strank glede na to, koliko so kupile. Scoring strank glede na to, koliko so kdaj skupile in koliko krat. In ko naredimo ta scoring,
ko stranke razdelimo po teh treh faktorjih, enostavno pete na splet, vtipkate RFM, zelo poznan model, zelo uporabljen. To je najenostavnejši scoring, ki vam pove predikcijo, katere stranke so najboljše in katere stranke vam najboljše drži. No, pri nas, kako delamo to, imamo razdeljene stranke v nekaj segmentov. Začeli smo z nekim RFM-om modelom, šli smo na nek evolucijo, drugi model, neke segmente, in segmente, ki so, recimo v tem primeru, opredeljeni glede na problem. Torej imamo kupca, torej one-time barja, imamo rebuyer, imamo multibarja, imamo lapsing stranko, stranka lapsing, ki je v bistvu, kjer kupujejo z nami, ter seveda tista, ki ni več aktivna. Največ profita seveda ustvari tisti, ki kupujejo z nami največ, ter tisti, ki so lojalne stranke. In konstantno z nami kupujejo. In take stranke je vredno poslušati, se osredotočiti na njih in tudi zelo detaljno napraviti marketinške programe. Seveda pa imamo tudi stranke, ko so kupec, prvi kupec, ki so kupili samo enkrat. In s temi stranke smo šli v kontentu, je treba drugačen kontent narediti za njih. Ne moramo narediti isti kontent, kot tisti, ki kupujejo veliko z nami, kot tisti, ki so kupili samo enkrat. Torej stranka, ki je kupila enkrat, recimo nekaj preko Topshopa, nekaj zdaj lepo. Verjetno poznamo tudi moderni zelo malo. Kaj moramo mi narediti, mi spoznamo to stranko bolje. In seveda stranko podučiti, kaj tudi mi sami ponujemo zadnje. Torej, katere koristi in seveda ugodnosti. Vsaj na začetku. Medtem ko imamo tudi high value customerje, torej kupce, ki so veliko kupili z nami, različne brende, po katerih cilj je relationship, to želimo stranke ohraniti na dolgi rok, ne samo da nam naredijo še nakup, ampak da jih ohranimo. Torej, z take stranke definitivno jih ne ravno tako izobraževati, ker že vejo, kdo smo, kaj ponujemo, in predvsem treba z njimi negovati odnos in ponujati rešitve, ki jih res potrebujejo. Torej, tu, kaj se osredotočimo, je kako narediti segmente za te segmente, kaj tržiti v tem ključnem segmentu. Tu so samo en primer dveh segmentov. Seveda, recimo, ti si kupili prvič, recimo, to je print, ni internet, v print katalogu, damo recimo na cover letter, vidimo, da so informacije, ki so povezane predvsem o izobraževanju, ki so ponovno personalizirane, trenutno ta ni, ampak so ponovno personalizirane z imenim priimkom, spoštovani, hvala, da ste kupili, podjetje spet moderno je to, kaj nudi, hvala za vaš nakup, ugodnosti, kjer ste kupili z nami nekaj, vam ponujemo niti sorodnega, tega ne napišemo, ampak vemo, kaj so kupili, in ta sorodni izdelek, mislim, da bi stranka kupila, ponudimo po seveda neki ugodni ceni, da naredi še nakup. In seveda potem dodatne informacije in tako dalje. Kaj še naredimo? Na to je en primer, recimo, segmentacije agentov. Govorili smo o pisem centru. In definitivno agenti so različno, oziroma prodajniki, so različno izobraženi. Eni imajo veliko znanja o določenih produktih, eni imajo o drugih produktih. Torej, mi tudi agente segmentiramo. Če vemo, da nekdo kliče z razloga do Romeo, seveda tako stranko pošljemo takemu agentu. Oziroma, če gledamo z vidika kanalov, če lahko vzamemo kot primerjavo, je stranke, ki so zelo dobre, ciljamo tudi preko dražjih kanalov, če nam dobro kupili. Segmentiramo jih, pokličemo, pošljemo katalog, pošljemo mail, tako da upravimo več kanalov. Stranke, ki so mogoče manj dobre, oziroma ne kupujejo toliko, mogoče upravimo cenejši kanal, SMS, ali pa samo e-mailing. In tako skušamo maksimizirati tudi profit. Par napotkov, za konec, sem točno v času, je da za začetek ne preveč komplicirati. Tisti, ki nimate segmentacij, naredite segmentacijo osnovno. Iz podatkov, ki jih imate na voljo, priporočam. Tisti, ki imate na voljo podatke. In naredite 3 do 8 skupin segmentov kupcev in si pomagate z RFM modelom. RFM model tipujete v Google in boste našli. Zelo praktičen, celo metod uporablja. Vsi, ki delajo direktnem marketingu, ga poznajo. In tudi v prihodnosti, če boste želeli profitabilno tržiti, dajte ga spoznati. Začnite z RFM modelom.
Za vsak segment definirate cilje, kaj želite doseči in KPI. To je segment kupcev. Kaj želite? Poln nakup, višja vrednost, večja košarica. Testirate različne marketinške aktivnosti in metode, pristope. Torej, predlagam vam, se vem, da govorim tukaj večino o internetu, ampak predlagam, da greste ven z interneta. Internet je zelo zasičen. In kot vidimo, veliko recimo trgovcev, Mercator, Spar in tako dalje pošilja kataloge masovno. Zakaj? Ker vejo, da ljudje bo vzeli v roke katalog. Si bo pogledali, bo šli v trgovino. Da mogoče vaše stranke, recimo skupina, ni samo na internetu, mogoče se splača kako drugače, če jo obravnava. Mogoče se splača narediti kakšen klic, pošljati kakšen SMS, kakšen direktno pošto. In seveda, hkrati ob temu, raziskujte njihove preference. S tem, ko se odzivajo in kupujejo, poskušajte razumeti, kaj se želijo naprej in z informacijami, smo že prej slišali, ko se vi pogovarjate s strankami in to vnesete v vaš CRM, poskušajte prilagoditi ponudbe dizajna. To je na kratko, tisti, ki želi več informacij, dobi na LinkedInu ali pa na ta e-mail. Tako da hvala, smo v času, pa še veliko dobrih vsebin danes. Vprašanje za Marka, mogoče? Kakšno vprašanje? Ne? Smo lačni, pol pa smo prišli zdaj do pauze za kosilo, tako da naj vam tekne, dobimo se pa 13:30 točno.